Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Daj. Ja, živijo. Evo, spet midva. On je Cirej, jaz sem Miha, skupaj sva pa toplovod, če je izpolnjen še en pogoj, pravzaprav dva, da je torek in da je ura 9, oziroma za odličnjake 21. Evo, lepo vas pozdravljava in naznanjava z današnjim ured še 6 toplovodov do konca sezone in toplovoda kot takega. Z maestrom sva zelo ok, super je, da ste tudi vi ok, cifra, prek katere si spet delimo eter, je pa še vedno kot že 21 let. 01 475 2202. Ognjevita debata poteka tudi na Discordu, danes se pa na nek način, ker se počasi poslavljava s Cirejem, vračamo nekako koreninam toplovoda, kajti samo še 6 epizod, uštevši današnjo, nas loči do dokončne rešitve sveta. Danes, spoštovane in cenjene, in seveda cenjeni in spoštovani, študiramo, odkot nek izvira morala. Odkje mi fašemo ta občutek, kaj narobe pa kaj prav, ne? Odkot nam ta feeling, kaj ok pa kaj ni ok. Kje je izvir tega, ne? Kaj vi mislite, kdo določa, kaj narobe, kaj prav? A to dobimo slučajno ljudje kot Cirej, kaj ti misliš? Tako, njegova gesta je bila briga me, ampak meni se to zdi pomembno, ne? Kdo določa, kaj narobe in kaj prav? Kje dobimo ta občutek? A to dobimo kot, ne vem, serijsko opremo, a imamo to utkano v naš človeški DNK, tako na matično ploščo, to je neka osnova, potem pa mi to razvijamo, pa nadaljujemo, pa interpretiramo. A to pride od Boga, a pride od nekih naravnih zakonov, če ne želite operirati s pojmom Bog. Ali gre preprosto za en niz dogovorov, ki poskušajo samo optimalno urejati naše odnose in naš odnos do sveta in tako naprej. A pridejo pravila igre, pa ta občutek za narobe in prav od države, ali pa še prej od nekih oblastnikov. Ali pa pojdimo naprej, ne? Recimo se evolucija tega oblastnega sistema je šla od nekih feudalnih redov prek raznih družbenih premen do današnje demokracije. Ne? A pridejo zdaj pravila igre iz države, ne? Ker na nek način pridejo, ne? Država jih spiše tudi v zakone. Tudi zakoni na nek način odsevajo to, kaj se nam zdi ok, pa kaj se nam ne zdi ok. Ne? Ampak spet, kdo pa piše zakone? Ok, zakonodajni organ na podlagi ustave. Ne? Kdo pa je zdaj zakonodajni organ? Ja, naš parlament, ne? Kamor demokratično delegiramo naše predstavnike. Torej naj bi ti zakoni izvirali iz nas samih, ampak tudi v nas morajo priti od nekod, ne, ti občutki, kaj je ok, pa kaj ni ok. Ne? Zdaj, po drugi strani, res je, da so zakoni v resnici pisani tako, da še najbolj pašejo pravnim osebam, torej korporacijam in biznisu, ki postajajo na nek način tudi vse močnejši, celo močnejši od naše demokracije. Kup dokazov je namreč, da smo fizične osebe v razmerju s pravnimi v nekem podrejenem položaju. To seveda omenjam zaradi tega, ker je v tej poplavi seveda posledično tudi korporativnih ideologij, kot je marketing in podobno, ki smo jim izpostavljeni, verjetno tudi neka korporativna morala zadaj, ne, ki smo jo posledično deležni, ne, odkot pa seveda ta izvira, ne. A je čisto naša, ali ni povsem naša, a je kakšna razlika, ne, odkot. In odtot verjetno izvira tudi ta občutek, ki nas včasih popade, da je včasih tisto, kar je zakonito in se vrši v imenu napredka in zvišanega BDP-ja, popolnoma narobe, pa vendarle je prav, ker je mogoče legalno. Ne?
In spet po drugi strani, čigava morala pa to presoja in odkot spet izvira leta. In seveda, a je univerzalna. Ali je samo naša, ali je vsak popolnoma svoboden, pa vsakdo presoja po lastnih potrebah. Verjetno kakšen Sartre bi se strinjal s tem, če ga zelo poenostavim, ne? Ali pa tudi ne. 014752202, kako razmišljate o tem, kdo določa, kaj prav in kaj ni? Zdaj, na Discordu je pristalo že par zanimivih izjav, ne? In sicer tukaj, če začnemo z nekom, ki se podpisuje kot Pišuka, tega res ne znam prebrati, ne? Tako zveni kot en tak albanski priimek, ampak verjetno ni. Škitriks pravi, morale se naučimo od ljudi okoli sebe. Zdaj, po eni strani se bojim, po eni strani upam, da to ni res, ne? Se pa bojim, da je ravno to najbolj res. Lahko nadaljujemo potem v etru, ne? Miha Def pravi na Discordu, notranji feeling je morala, ki te včasih fajn nategne. Ne? Škoda, da ni kaj več pojasnim, za kakšen notranji feeling gre in v kakšnem smislu te nategne in v kakšnem smislu je ta notranji občutek zaprav včasih v nesoglasju z nekim rezultatom, ki ga pričakujemo od lastnih dejanj. Ne? In potem nadaljuje Špelica. Špelica je pa tako prijetno eklektično tole zapletla, takole prav. Ne? Morala je zagotovo koktajl dednosti, okolja in samodejavnosti. V zgodnem razvoju je zelo pomembno, v kakšnem okolju si vzgajan in kako se okolje odzove na tvoj prav oziroma narobe. Kasneje pa si sam svoj moralni oblikovalec. Koliko boš vlagal v osebnostni razvoj, kako se učiš iz vsakdanjih situacij, kako se odzivaš na ljube in neljube soljudi, na koncu vsega je vse, kar počneš, samo med tabo in tvojim Bogom, prav, ne? Špelca, blazno fajn, ampak nisi odgovorila na vprašanje, koga naj zdaj poslušamo, fotra, Boga, reklame ali okolje na Facebooku. In Peter prav pa tole, ne, morala se verjetno sestoji iz dveh delov in pravi, da je prvič dedno zapisana v gene, kot na primer sočutje. Jaz ne vem, a ste prepričani, da je sočutje napisano, da smo sočutni, da je sočutje dedno. Okay. In drugič, družbeno naučena, načeloma bolj kompleksna in se razvija skupaj z družbo. Ampak odkot jo pa družba dobi? No, to se mi zdi. Pojma nimam, bi pa rad zvedel. Upam, da bom nocoj. 014752202. Odkašljan sem, pripravljen. Tak isto pa začnimo. Dober večer. Dobar večer, Vajdušna. Marjan. Ja. Marjan. Kaj je? Ja, kaj je, ne, koliko čajta, kaj bo šel malo pokoj, kaj, ne vem. Ja, Marjan. Ne bom šel. Se si še mlad, no. Ja. Tako, Marjan, povejte, kakšne imate vi predstave o tem občutku za narobe in prav? Kje to dobimo, ljudje? Ja, tu dobiš. Tu ti povej vest, ne? Zdaj pa, če imaš kosmato vest, pole pa problem, ne? Ne, ok, ampak dajte še malo pojasniti to. Ok, to vam pove vest. Ja, sem mislil, ker sem te poslušal, ne? Zdaj par minut nazaj. Dejansko moralen človek je tisti, ker zna druga poslušati do konca, ker ga ne prekinja, ne? Zdaj tu je malo kritike. Ok, se opravičujem, se opravičujem. Poslušam. Tu je empatija, sočutje, ne vem, zdaj morala dejansko ti moraš malo poštevati tistih 10 božjih zapovedi in ne vem, tu in pole, če jih upoštevaš in poslušaš svoje vest, morala, imaš moralo nekako, imaš pozitivno moralo, tako bi rekel, ne vem, dejansko, če človeka pa ne poslušaš pole, ne vem, tu ne sočutje, nekaj ti si rekel, da neki sočutjamo, sočutje je, da ga človeka poslušaš do konca, ne, se druga, si skoraj ne imam kaj povedati, ker ponovadi govorim na kratko, tako da, ne vem, ja. Marjan, bravo, a sem vas poslušal do konca? Ja, lepo, hvala. Moralna gesta v etru Vala 202, ja ponavad prekinjam. Ja, tako da ima dobro, prav.
Fajn se jemte, adijo. Marjan, fajn se jemte tudi vi. Ja, adijo, živijo, adijo. V Ajdovščini in seveda v okolici, kjer štekajo, kaj to pomeni, jemte. Imejte, ne? Upam, da sem prav prevedel. 01475 2202, dober večer. Miha, dober večer. Živijo, s kom govorim? Živijo, Tomi pri telefonu, živijo. Tomi, živijo. Tomi, na kratko ponovimo, samo da... Ma ne, ti bom kar povedal. Ne mi povedati, ker moram jaz povedati, zakaj gre, a razumete? Ajde. Kdo določa, kaj je prav in kaj narobe? Je to država, ki narobe in prav regulira skozi niz pravil in norm. A imamo morala odtkano v DNK-ju, določa kultura, izvira iz narave, morda oziroma od Boga, ali pa so norme in z njimi povezane predstave o tem, kaj je dobro ali slabo, prav in narobe zgolj posledica nekih biznis interesov, ki so lahko karkoli. Kaj vi menite? Ja, odgovor je preprost. Slovenska vojska. Čakajte. Ja, ne čakajte. Zdaj se pelamo z Maribora, z proslave državne. Slovenska vojska je imela glavno sceno, glavno proslavo. Super je bilo, tako da, Slovenska vojska. Ne, če pa zares, čisto bom povedal, kot foter, zagotovo na začetku starši. Jaz imam mulca 2 in ti povem, to jim jaz na začetku skozi govorim, ne, kaj je prav, kaj ni prav. Ja. Poleg škole pa prej vrtca. Ok, kdo je pa vam povedal, Tomo? Ja, spet starši, na začetku starši. Ja, kdo je pa njim povedal? Ja, starši, seveda, ne, kdo pa drug, ne. Ja, kdo je pa njim povedal? Kura jajce, se veš. Ja, ne, to je pomembno vprašanje. Zdaj zveni kot da zafrkavam, pa ne. Ja, ne, je pomembno, Miha, promaš, ampak zgoja tista začetno zagotovo, potem s časoma pa to potrjujejo pravila, ko si že sam povedal, država, se pravi vrsta red, policisti te na to opozarjajo, skratka, v sistem te opozarja, če ne delaš tako, imaš težave, ne, in to je to. Ja, ampak zdaj smo mi govorili o teh nekih zunanjih virih morale, ne, zdaj tukaj je verjetno razlika, ne? Ali pa če vas tako vprašam, kakšna je pa razlika med starši pa policisti ali pa starši pa zakoni? Kakšna je razlika? A jih napaja ista morala, isti vir morale. Ne? Zdaj sva sledila nekemu dedovanju moralnega skozi nauk staršev. Ne? Pa vsi mislim, da jih. Vse na koncu smo vsi ljudje in policisti, tudi država, tudi tisti, ki zakone delajo, so isto ljudje, tako da in vse na koncu je to prav, ne, da je nek red. Ne. Zdaj, če je tega reda preveč, smo videli med korono, je bilo malo nam to ne všeč. Ja. Sicer pa ta red prihaja od bi rekel, naših prednikov in potem države kot take. Itak, greš neko drugo državo, je ta red malo drugačen, Slovenija je takšen, tako da... Ok, Tomi, a ste se kdaj znašali v situaciji, ko se vam je zdelo pomembno, da kršite zakon, zato, ker ste imeli občutek, da je prav, da ga kršite? To pa ja, seveda. Odkot pa potem ta morala izvira? Ne? Ja, to je pa pol na človeku samem, ker ti spogum mogoče eden več in gre skozi tisto vedoma prav, pravica, ga v bistvu je močnejša kot ostalo ampak spet, tle moraš biti bolj malo političen, ne? Če si tukaj preveč samo svoj, imaš probleme spet, ne? Ja, ne, ampak tukaj je pomembno, ker ti si ves čas izpostavljen nekim referencam. Ne? Na eni strani zdaj sva rekla, mi da imamo policijo, ne? Pa imamo policijo kot neke, oni so tisti, ki oni bdijo nad nami, da mi upoštevamo družbene norme pa pravila, ki so napisane v nekih, da ne kršimo zakonov. Ne? Ja, se strinjava? Ja, drži. To imamo na eni strani. In bom rekel, ta pravila, ki nam jih spiše država kot neka krovna institucija, ki jo mi določamo skozi demokratične procese. Na drugi strani imamo pa mi zdaj družbo, neko okolje, odkudar pa verjetno tudi prejemamo neke zglede, pa nek občutek, kaj je narobe, pa kaj je prav. Ja, strinjam s tabo. Ja, ampak a ni recimo med temi zgledi družbenimi opaziti en kup stvari, ki so pa v navzkrižju z našo moralo? Ne? Tudi naša dejanja so dostikrat strižejo s tem. Ja, zagotovo. Ne? In tle potem, kot se rekel prej, nekdo gre čez to, in je potem viden dostikrat v družbi kot problematičen, nekdo se na to ne ozira. Vse že v politiki vidimo, da je tako. Ne?
a veš. Ampak recimo, bolj razmišljam v to smer, če vsi nekaj počnejo, ali pa če večina nekaj počne, oziroma v tem času mehurčkov, itak prej slej lahko najdeš mehurček, kjer dobiš občutek, da vsi lahko vse počnejo, oziroma počnejo tisto, kar bi se ti lahko v nekem drugem mehurčku zdelo nemoralno ali pa narobe. A je potem prav, če vsi to počnejo? Zdaj, če vsi počnejo nekaj, kar ni prav, to spet ni prav, bi jaz rekel. No. Ker potem pridemo do družbe, ki gre v neko skrajnost in imamo potem izgrede in tako. Ne. Če prav imajo lahko na koncu mogoče še prav. Ja, da se pa zadeva ni preveč, tako bom rekel, problematična, se pa lahko s tem tudi revolucije, če gledamo leta nazaj. Ne. Ravno na tak način. In se potem nekaj več dosegli. Ne vem, evo, imeli smo 1. maj nedolg nazaj, vemo 1. maj odhod in s tem se je dosegli, ta pač 8-urni delovnik. Ne? Tako da, ja, tudi to je potrebno. Včasih mora pa družba tudi čist skupaj, tudi meddržavno, če treba, in se s tem pove oblastem, da pa neke stvari niso prav napisane in se potem menijo, ja. Ok, kaj pa recimo še en dejavnik smo pozabili, ne? Biznis. Se mi zdi, da je morala ali pa da recimo posel kot tak ali pa naša ekonomska paradigma določa, kaj narobe, in prav, da je to dejstvo, ki mu ne moramo več ubežati ali pa ga ne opaziti. Ne? Kaj ciljaš na ta kapitalizem? Kapitalizem zveni kot ena psovka. Rečemo temu tole naše tržno gospodarstvo, ki mu je cel zahodni ali pa napredni svet zapisan, in imamo občutek, da je malo ušlo izpod nekega nadzora, ne? Tudi v smislu vrednot, ki nam jih odceplja, in nekih novih pravil igre, ki nam jih določa, ne nazadnje tudi skozi zakonodajo, ki naj bi bila naša, pa mogoče že nekaj časa ni več povsem naša in ne izvira povsem iz ljudi, ne? Ampak tudi iz strani korporativnih interesov, prek lobistov in tako naprej, ne? Pa prek moči, pa prek denarja. A je to potem še prav, kljub temu, da je spisano v zakone, pa da je predstavljeno kot družbena norma ali pa kot večinsko sprejemljivo početje? Oziroma, katera morala pa to potem nagovarja? Tukaj spet narod skupaj, mislim, da več ali manj stopi, tako da pokaže tako delodajalci kot ostalim, kje je meja. Mladina, mislim, da to dela drugače kot mi, ki smo malo starejši. Ja, kako pa mladina to dela? Kako mladina to dela? Ja. Da jasno, vedno bolj jasno pokaže mejo med se pravi, delovnim časom in prostim časom. Aha, to recimo starejše generacije ne znajo. Ne znajo, se podredijo in so veliko bolj, pa smo veliko bolj pripravljeni potrpeti. Mladina ni takšna. Ok, Tomi, dajva za konec še, kako je bilo na žurki Slovenske vojske? Lepo. Ta slovenski band, se pravi Slovenske vojske, je odlično spet odigral. A je kitarist kaj fušal? Kitarist ni fušal, ni. Za spremembo? Ni, jaz sem sicer sveženo pričakovala, da bo na koncu bis tako kaj bolj udarnega, recimo tvoj brat, ne, ampak nažalost ni bil, oba smo fena. Okay. Ne, res, lani je bil, gost letos ne, ampak splošnem super. Super, hvala, Tomi, hvala za kratko poročilo z Dneva Slovenske vojske. Lep večer. Hvala tebi tudi. Čau. Živijo. Sam da kitarist ni zafušal. 0-1-475 2202, dober večer. Dober večer. S kom pa govorim? Z Jernejem. Jernej, živijo. Živijo. Mislim, da si ti danes srečnež, ker boš imel veliko vojakov na telefonu. Zakaj je spet vojak? Ja, mislim, da se vračam iz enakega dogodka kot moj predhodnik. Ja, tako da. Vojak. Ja, tako da, lej. Vi ste vojak? Jaz sem vojak. Sej midva se poznava. Mava skupno prijateljstvo Nežo, če ti to kaj pomaga. Ok. Mislim, zdaj nespodobno bi bilo zdaj v eter spraševati, kjero Nežo, ne, ker poznam kup Než.
Bila sem v eni oddaji Dobro jutro, oziroma koncert za Dobro jutro. Nežo. Nežo, Ne bova povedala, kjer je Nežo. Ali lahko poveva, kjer je Nežo? Ne. Mislim, Ne. zdaj veš. Zdaj vem. Jernej, živijo, soldat. Ja. No, povej mi. Lej, morala, jaz mislim, da je to en skupek, tako kot je že omenil, en skupek nekih navodil staršev, družbe, vlade, kogarkoli, v glavnem, oni zapakirajo to v nek paket, katerega mora nek posameznik osvojiti in se ga nekako držati. Vse ostalo so pa odstopanja. Ok, ampak zakaj bi se morali tega držati? Zakaj? Zato, ker recimo, če se tega ne držiš, ta neka družbena norma, ki določi neka pravila, potem je to lahko samo v nek razpad. Ja, razumem, da nek red mora biti, ne? Ampak ta red mora imeti nek temelj, nek temeljen občutek za narobe in prav, ki mu moramo zaupati, ne? Ja, sej to pa je recimo... Ampak odkot pa pride to? Ne? Sej jaz razumem, da mi nek naš občutek za narobe in prav posledično skozi neke procese prevedemo v neke zakone, v neke družbene norme, v neka pravila, v neke uredbe in tako naprej. Ampak odkot to pride, ne? Mislim, da je to še iz prav časov. A veš, po mojem se je tam začel. Ja. In to se vleče naprej. Zdaj pa kako se to razvijalo do te meje, da se pa zdaj ljudje nekako obnašamo, da smo družbeno sprejemljivi. Ja. To je pa, jaz mislim, da je to vzgojano. Vzgoja, način življenja. Prej si omenil eno zadevo, ki se je navezovala na kapitalizem. Ja. Da se vrneva na moralo. Ali je to moralno sporno, da se recimo najde neko zdravilo za zelo razširjeno bolezen, potem pa nekdo kupi patent in zdravilo podraži za 1000-krat. Ja, meni osebno se to zdi sporno, ja. No, recimo, ne, njemu lastniku ne. Ja, ampak ta lastnik je verjetno prek zakonodajnega organa in prek nekih lobistov, jaz ne vem, kako to gre, prek kakšne sprege je nekako vzpostavil razmere skozi vplivanje na zakonodajo, da je to mogoče, kljub temu, da je to nemoralno, da je to narobe, da to ni prav, ne? Ja, vidiš. No, ampak zdaj se sprašujem, a je to prav, ker je zakonito, ali moram jaz poslušati ta moj notranji občutek, ki pravi, ne, to je narobe, ker ni pravično? No, vidiš, ta notranji občutek je tisto, kar je prav. Ok, ampak odkje pa pride ta notranji občutek? A bi moral svoj notranji občutek orientirati po zakonih ali po svojih sovrstnikih in sovrstnicah na Facebooku ali po Bogu ali po fotru? Ja, vidiš, to je pa tisto, ki pa moraš pa sam nekako preceniti. Kaj je te pomembnejše? Ali je pomembnejše, da se boš ti zaradi tega, ker boš nekaj dobro naredil ali pa prav naredil, počutil boš, ta neki, kako ne temu rečem, notranji občutek, ki te zadovolji, ki te veseli, da si ti nekaj naredil prav. To je po moje tisto gonilo. A veš kaj me... Tisti osebek, ki mora biti na koncu s kljukco. Ja, štekam, ampak Jernej, tole si rekel, s tem si me mal spodbodel, rekel si, ti se moraš na koncu zaradi tega občutka počutiti dobro. Ali pa okej. Ja. Ampak zdaj me zanima, a to drži, da se počutiš dobro vedno, ko narediš prav? A ni včasih pravilna pot tudi težja pot? Kaj pa takrat narediš? Ja, tudi če je težja pot, nekako moraš stremeti k temu, da na koncu narediš stvar, ki bo sprejemljiva večini, sploh pa sprejemljiva tebi. Tukaj si me zmedel, ker ravno to sem te želel vprašati. Ne? Če recimo jaz vem, da bom nekaj naredil prav, pa vem, da me bo recimo večina izžvižgala, ko bo opazovala moje dejanje, kljub temu, da je usklajeno z mojim notranjim moralnim kompasom. A ne se jaz zdaj podredim pričakovanjem tistih, ki me opazujejo?
in naredim tako, kot oni pričakujejo od mene, ker je to družbena norma, jaz pa mislim, da je ta norma napačna, ali ne naredim tako, kot meni veleva srce, recimo. Zdaj tukaj je tako, ne. Okay, če je neka družbena norma, pa da se vsi te norme držijo, torej da se to spoštuje, pa da si ti pa prepričan v kontrastvar, tukaj dejansko se bojuješ sam sabo, kaj boš naredil, kako se bo večina odzvala, ampak se boš pa na ta način izpostavil in mogoče pokazal na neko krivico, ki se pa dogaja. A razumeš, kaj hočem povedati? Razumem. Mogoče imaš pa tudi ti prav, pa da bi mogoče nekdo mogel razmisliti v tej smeri, da se nekaj spremeni. Ok. Jernej? Je res? Ja. Ful hvala za lepo debato, ne? Ja, nikaj. Živela Slovenska vojska, ne? Res je, lahko še enkrat ponoviš. Je živela Slovenska vojska, evo. Hvala lepa. Očitno imam cel kup frendov v Slovenski vojski. Nežo lepo pozdravne. Bom. A smem potem, ko se posloviva, povedati, za katero Nežo gre? Seveda lahko. Takrat sem pa po moje že doma. Ajde. Čau. Lep pozdrav, živja. Živjo. Ma saj veste, a veš, Cirej, za katero Nežo gre? Ti bom pol povedal. Vsi jo poznamo, 01 475 2202. Dober večer. Dober večer. Dober večer, Peter, na tej strani kličem. Peter, živijo. Se slišim? Zdravo. Evo, slišva se. Ja. Kdo določa, kaj prav in kaj narobe? Mogoče, ko je že res toliko vojakov danes na liniji, bi to eno vojaško izpostavil. Čak te pa niste vi tudi vojak? Ne, jaz pa nisem. Ja. To je vojski doskrat, vsaj v filmih pravijo, we leave no man behind, oziroma dobenega ne pustimo zade. To je verjetno tak primer dobre morale, saj v kontekstu vojske, pa tudi verjetno nasplošno. In neka taka morala, oziroma neko to zaupanje v bistvu verjetno omogoča, da neka enota boljše, lažje funkcionira, ker nekako si zaupajo, da če bo prišlo do najhujšega, bo se drugi potegnali za njih. Ja, to bi rekel, da je en tak primer. Ja, po drugi strani mi je pa žal zdaj, da nisem z Jernejem o tem govoril, ne, pa vojska vedno organizirana kot neka stroga hierarhija, ne, kjer je pravzaprav kakršnokoli preopraševanje navodila prepovedano, ne? Ja, so zelo močni neki zakoni, bi se rekel. Ja, zelo močni zakoni in ti moraš zaupati, da nekako deluješ v imenu prav. Ne? Oba pa veva, da je to v vojnah, ki recimo divjajo v tem trenutku, ne? Na tem planetu, tudi povsem blizu nas, ne? Ja, da je to nemogoče. Ne? Ja. Če se omejimo v ta balonček vojske enote, njim je to pač moralno, zdaj na splošno pustimo vojsko, verjetno je dokaj nemoralna zadeva. Drugače pa ja, jaz taki meni, da je verjetno določen del je nekako v naši dednosti, ker verjetno smo se na ta način tudi boljše razvili, oziroma smo lahko razvili neko civilizacijo. Večja večina pa nekako je verjetno naučena, ker to je vprašanje, koliko dednost lahko sledi samemu razvoju. Vem, ampak razvoj dosti prej. Ja, pa ste se kdaj sprašvali, odkot je naučena? Ne? A je to pač nek družbeni inženiring, ki išče neke optimalna pravila za neko optimalno sobivanje? Ja, to bi rekel, da je nekak spontanni razvoj narave, tako to, ne vem, samih živalskih vrst. Ja. Fizično, verjetno tudi ta komponenta se je spontano razvila in tako so že prejšnji sogovorniki omenjali, se naučimo to nekako od staršev, od soljudi, to nekako povzamemo, oziroma, jaz sem tudi to napisal na Discordu, verjetno so to vzorci, ki nekako peljejo družbo naprej, torej nekako povečujejo blaginjo, razvoj in tako dalje. Ne. Torej negativna morala pa izpostavljajo so neki vzorci, ki pa privedejo do razkroja družbe. Tudi imamo primer v svetu nekih držav, ki so totalno razpadle
zaradi vse splošnega nereda, nemorale bi lahko rekli. Ja. Lahko bi tudi mogoče nadaljeval, da morala so na nek način še ne napisani zakoni, torej imamo nek občutek, da je nekaj prav, ni še sicer formalno zakonjeno, ampak ja, je pa ta nek občutek, ki nam daje. Peter, kaj mogoče še bo v zakonih v prihodnje. Peter, tole me zanima. Rekli ste, da obstaja cel kup držav, ki so moralno zavožene, propadle. Kaj konkretno ste imeli v mislih? To me zelo zanima. Ja, mogoče te, ki so te neke na ekvatorne glavne, vse sem slišal, tam Dominikanska, ne vem, kje so že te glavne, ja, ker ni nekega reda, je vse splošno, ne vem, pride na ulicah do kraje, ne vem, razbijanja, glavne. Da nimam več tega nekega občutka, kaj je pravo ali pa kaj ni. Vse zato bi rekel, da večino te morale je bolj naučeno in hitro se lahko tudi odučimo. Ok, nemoralo ste nekako enačili s kaosom, ne? Ampak vse tudi nemoralna dejanja so lahko zelo organizirana, pa zelo sistematizirana, pa zelo zakonsko podprta, pa zelo inženirsko domišljena. Tega imamo v zgodovini en cel kup, ne? Če pogledava, recimo, holokaust je funkcioniral kot ena zelo dobro organizirana tovarna, ne? Tudi recimo uničevanje našega planeta ali pa recimo požiganje amazonskega pragozda poteka sistematično, legalno, s subvencijami držav in tako naprej, pa vendarle ni prav, ne? Je legalno, skratka po eni morali z nekega vidika je to ok, po drugi strani pa ni, ne? Ja. Vedno, če se lahko, tako smo prej na začetku sestavili vojsko, njihov balonček, znotraj tega balončka so oni zelo moralni. Mogoče se dobro primer dali v vojno. Ja. Doskrat vojaki, kot se reče, smo samo sledili ukazu in smo se v bistvu znotraj te organizacije vedli izredno moralno in kakokoli. Ja, vse splošno pa ta morala ni, torej prej bilo tem vprašanje, če je morala univerzalna, bi rekel, da ne, ker mogoče zdaj to ugotavljamo, da znotraj vojske je nekaj moralnega širše, pa vsekakor da ne. Je mogoče tudi holokaust, v tistem omejenem časovnem okvirju je se verjetno mnogo katerim deležnikom to zdelo zelo moralno, ampak gledamo mogoče pa vseeno na daljšo časovno obdobje, pa bi se vseeno izkazalo, da je to bil izreden korak v nepravo smer. Moralo bi mogoče definiral kot neka ekstrapolacija razvoja družbe, pa bi na ta način opredeljeval pozitivno in negativno. Še to univerzalnost morale, ne? Kaj pa, a bi lahko govorila o globalizaciji morale ali pa o recimo, ne, zdaj imamo midva en kup konfliktov po svetu, ne? Kjer se je zelo na hitro ustvaril nek konsens, če pogledava zdaj rusko-ukrajinski konflikt, ne? Pa če gledati Eurosong, je ta konsens se vidi z lune, ne? Kdo je dober in kdo je slab, ne? Ampak tehnično na terenu imaš pa dve posadki 18-letnikov, ki jih vodijo neki generali v tej strogo določeni hierarhiji, vsi z občutkom, da delajo prav, ne? Kdo zdaj določa, kdo ima prav, pa kdo nima prav, ne? Zakaj Rusi nimajo prav, Ukrajinci pa imajo prav, pa zakaj Palestinci nimajo prav, pa imajo Izraelci prav, ne? Skozi oči Eurosonga gledam. Oziroma še bolj drugače, ko govoriva o univerzalnosti morale ali pa pravil ali pa občutka za narobe in prav, ko greva spaciraj na sendvič, ne? In rečeva, daj mi noter 10 dek posebne. Takrat storiva majhen greh, ampak dejstvo, da v imenu najne lakote ob 10 dopoldan poteka nekje neka baterijska reja piščancov, ki v resnici to ni prav, ne? Ampak vendarle je legalno in je po drugi strani prav. Koga naj poslušam? Ali pa višja morala so zakoni, ki še niso napisani. Zdaj mogoče recimo, da zdaj še ti piščanci še redijo, mogoče nekje v prihodnje bomo pa sprejeli, da je to nesprejemljivo in da stvar poteka drugače. Glede teh vojn, težko morala, da bi imel nekega centralnega razsodnika, kar je prav. To je nekak, bi rekel, nima neke absolutne reference, oziroma je nekak plavajoča ta referenca. Oziroma, tako bom rekel, nekak skozi spreminja.
piščance bomo mogoče nehali pobijati, Palestincev ne bomo. Ja. Ja, mislim, tudi tako se da razumeti moralo. Ja, to so take. Sej na nek način so zelo preprosto, da rečemo, ja, seveda, to je nemoralno in vsekako izredno sporno. Zdaj, kako pa to preprečiti prihodnje, je pa verjetno nek proces te razvijajoče se morale. Ja. Se bi rekel, vse smo na dobri poti. Zdaj je bilo relativno stabilno to obdobje, saj en čas po teh velikih vojnah, da se stvar nekoliko slabša. Jaz bi vsekako rekel, da sem optimist, oziroma da vidim nek napredek. Na dolgi rok napredujemo. Na dolgi rok. Je pa res, da te naše palice so vedno močnejše in tudi rahel zdrs v morali povzroča veliko škodo. Res je. To je mogoče tudi težava. Peter, najlepša hvala. Hvala. Hvala tebi. Živijo. Evo, zelo na kratko, kaj počnemo. Ne? Kdo določa, kaj narobe in kaj prav? Je to država, ki narobe in prav regulira skozi niz pravil in norm, ali imamo moralo vtkano v DNK, jo določa kultura ali izvira iz narave, morda od Boga, ali so norme in z njimi povezane predstave o tem, kaj je dobro in kaj je slabo. Prav in narobe zgolj posledica nekih biznis interesov. In seveda, kdo bo v bitki za moralnost na koncu zmagal? Ne? To je čist legitimno vprašanje v tem času. Dober večer, s kom govorim? Ja, živijo. Živijo. Max pri telefonu. Max. Tako. Zelo zanimiva tematika in zelo zanimivi odgovori. Hvala. Tako, že v osnovi v bistvu čist, če pogledamo sploh, v kjer prostor se usmerimo. Ne? Če gledamo evropski prostor, bo eni odgovori, če gledamo azijski prostor, so neki drugi odgovori, južnoameriški. Severnoameriški spet neki tretji odgovori. Zelo na hitro lahko pridejo. Ne? Tudi z vidika zakonov vseh teh povezav. Ampak ja, če se mogoče ustavlja sam na primerih. Ne? Morala pa vojska. Recimo. Ne? Pa morala pa živinoreja. Pa morala pa fast fashion. Hitro smo glasni pri morali, pa kaj bi lahko delali, pa kaj vse bi delali. Je pa pol v osnovi na koncu to, kaj dejansko delamo. Ne? Do kjere mere lahko sledimo morali, kje poslušamo ta notranji feeling, kje ga malo zanemarimo, tudi zaradi cen pa korporacij. Ker na koncu ne more se vsak nekega malo dražjega kosa blaga privoščiti. Gremo rajš v H&M ali pa kakšne te fast fashion primarške trgovine. Tako da ne vem, če je tako simpel odgovor, kaj je morala. Je pa veliko lažje sigurno debatirati na primerih, pa kaj lahko naredimo, pa kam se lahko usmerimo. No. Ne, meni se zdi to pomembno vprašanje. Odlično ste začeli tole debato. Ne? Hvala vam za to. In zanima me pa, ne, zdaj, čeprav razumem, sva se midva znašla zdaj v enem okolju, ne? Ki nama sugerira neke življenjske odločitve in ponuja s popustom neke življenjske navade, ki so v resnici nemoralne, ki so slabe, ki škodijo, ne, sočloveku, naravi, odnosom in tako naprej. Ne? Recimo, odvisno, koga se vpraša. Ampak če greva na tej temi, potem govorimo rečejo, da je tako. O naboru nekih polij, kjer funkcionirava kot potrošniška človeka, kar je ne nazadnje, tudi če časovno pogledava bistvo najnega obstoja, ne, imava na voljo en kup praks, ki so sporne, ki se nama zdijo, da so malo narobe in praktično nimava kaj veliko izbire. Ne. Ampak to pomeni, da se midva nahajava v nekem okolju, ki je skozi zakone, ne, določilo, da je to okej. Kaj nama to pove o družbi in okolju, v katerem se nahajava? Ne? Jaz se počutam včasih mečken zmedenega. Tako, da živimo eni taki laži, ali pa da se je vsem, ne? Pa kako je to lahko mogoče. Ko vse te stvari tako pogledaš, je na koncu kar težko živeti z vsem tem. Ko nekako poznaš vse v narekovajih filme, ali pa greš v trgovino, pa se ti vse zvrti pred očmi,
je na koncu kar težko biti potrošnik. Ne? Ampak če gledamo mogoče zgodovinsko, kaj vse se je včasih dogajalo, ne? Če gledamo malo na nek širši scale, na koncu ugotovimo, da v zadnjih 50 letih mogoče nam pa ne gre lih tako zelo slabo. Ker zelo hitro pademo lahko to črnoglednost, kuk je res vse ful slabo, kaj se dogaja, res ogromno enih stvari, kjer tudi mediji zelo veliko lahko pripomorejo k temu, pač ne na slab način, ampak širjenje novic gre veliko hitreje kot včasih. Ne. Zdaj, ko so to, ne vem, s konji novice prenašali, so rabili ful enega časa, da so prišli z enega konca na drug. Tle v bistvu v parih klikih dobimo neko informacijo, kaj se je kjer zgodilo. In je v bistvu tudi ta nabor vseh informacij, ki so velikokrat ful težke, tudi človeka spravijo na koncu lahko depresijo, oziroma zdaj so statistike zunaj, kakšno je počutje posameznika na splošno. Vse izbire, vse odločitve, ki jih moramo dnevno sprejemati, ki jih je veliko več, kot jih je bilo včasih. Tudi v trgovini ni več samo eno ali pa dva, pač nista eno ali pa dva mleka, ampak imaš kar naenkrat 10 različnih mlek. Pa imaš malo bolj moralno sporne, pa malo manj moralno sporne. Puno je draže, puno je ceneje. Če vas prav razumem zdajle, živimo pravzaprav v trenutku zgodovine, kjer so naša dejanja pa vendar v skupnem seštevku bolj moralna kot kadarkoli prej, samo več je samozavedanja in se zato mogoče počutimo slabše, a vas prav razumem? Pa ja, pa ne. ni tako črno-belo. No. Po eni strani v bistvu tako nekako sebe potem malo tolažim, da nismo lih tako ful na slabem. Po drugi strani pa še zmer, ko pogledamo okrog sebe, pa jaz osebno, je pa še zmer zelo velik nekih takih neprijetnih stvari. Ampak ampak če se vrneva na začetek, če se vrneva zdaj na začetek, če se vrneva do te morale. Kdo pa določa to, kaj prav pa kaj ni? Ne? To me zanima, odkot izvira ta naš občutek. Zdaj sva ugotovila, da se recimo na državo ne morava povsem upreti, da tudi država skozi svoje zakonodajne organe pa skozi zakone kdaj kiksne in dovolj nemoralne stvari. Ne? Potem sva rekla, da se na okolico ne moramo upreti, zato ker smo vsi nemoralni in če iščeva statističen mehurček, kjer bo večina ljudi počel idiotske stvari, ga v tem času ful hitro najdeva. Ne? Na kaj se lahko upreva iščoč to, kaj narobe pa kaj prav? Zdaj, v osnovi, če razmišljam, pač kaj nekako morala sploh pomeni, v bistvu naredi čim manjšo škodo sebi pa ostalim okrog. Recimo, če jo malo drugače obesedimo. Zdaj, kaj to zares pomeni, v vsaki situaciji na koncu za vsakega posebej nekaj drugega. Skje to izvira od staršev do staršev do ne vem kdaj nazaj, ampak še zmeraj pa to ta nek notranji feeling, ki ga ima na koncu vsak zelo specifično svojega. Vsak, tudi na vsakem koncu sveta bo lahko neko stvar opredelil drugače, kaj je moralno, pa kaj ne. Zdaj, ali s tem pridemo nekako že na svet, nismo lih tabula rasa, to so tudi pač in prenatalno obdobje, koliko vpliva na otroka, pa vse skupaj, ali je še kaj pred tem, so pol spet razne vprašanja pa debate, ki bi lahko trajala ure in ure. Ok, ampak verjetno vsak zemljan, prej ste rekli, da so različna področja, različne morale, ampak verjetno v nekem korena, si pa vsakdo Eskim, Palestinec, Izraelc, Ukrajinc, Rus in tisti z Domžal želi pač ljubiti, biti ljubljen, pa živeti v nekem miru in relativnem blagostanju z preostalimi ljudmi, ki uživajo enake razmere najbrž, ne? Sigurno, samo je to morala, je to osnovna človekova potreba. Odlično vprašanje. Ker načeloma tudi pri otrocih, recimo, pač osnovna potreba, iz katere izhajajo. In na koncu skoraj vsaka stvar, ko so še čist majhni naredijo, zato da dobijo pozornost, da dobijo ljubezen. Zdaj, ali iz tega vam potem nastane, mislim, ni da nastane moral, ampak vsi si želimo v bistvu biti ljubljeni, biti sprejeti, ne lih med konfliktov.
Želite reči, da je morala čisti oportunizem? No pa tudi ne. Zelo kompleksna taka debata. Zelo kompleksna debata. Zelo fajn tematika za danes. No. Najlepša hvala. Enako. Veselje. Pa lep večer. Enako. Živijo. Adijo. Čata. Ja, 01475 2202. Dober večer. Dober večer, Miha iz Maribora. Živijo, Maribor. Pozdravljen. Glej, to je res, tako je moja predhodnica rekla, kompleksna tema, o kateri bi lahko debatirali do jutri zjutraj, pa še verjetno ne bi prišli do konca. Glede morale, recimo, dobimo od svojih staršev, to je res. Zdaj pa odvisno, na katerem koncu sveta živim. Ne vem, nekje v Iranu je morala drugačna, kot je pri nas. Je razumljeno drugače. Zdaj, glede države si omenil, pa zakonov, državo sestavljamo posamezniki. Če smo kot posamezniki sledimo temu, kar je prav, kar smo bili vzgojeni kot otroci, kot mali, potem se ne bi smela dogajati mahinacije, kot se dogajajo. Pa pustimo to konkretne stvari. Ampak se mi zdi, da moralne zadeve so tisti notranji kompas, ki te vodi, kaj je prav in kaj je narobe. In to, če ključet ljudi dela za neke svoje koristi, pa je to skregano z višjim, pa to tudi napisano z veliko, Ja. Potem jaz ne bom delala zato, ker vsi počnejo to, kar v svojem bistvu ni prav. Kaj ste imeli v mislih, ko ste rekli z višjim, z veliko začetnico? Ja, zdaj, ne vem, nekateri to imenujejo Bog, nekateri to imenujejo, pa bom neutralna, ampak nekaj višjega, kar ljudje sledijo, čemu ljudje sledijo. Nekaj višjega, Pač nekaj, kar me presega, bom temu rekla, kar zato težko debatirati. Ok, ni težko debatirati, ker zdaj smo na zelo zanimivi sledi, ker jaz tudi menim, da zdaj, če midva pogledava celo zgodovino človeštva, pa tudi zgodovino morale, vidva, da to naša zgodovina meandrira kot neka reka med raznimi poskusi zasledovanja nekega občutka, kaj narobe, kaj prav, kaj moralno, kaj nemoralno, neke norme izpred tisočih let se nam danes zdijo popolnoma nemoralne. In verjamem, da se nam bodo tudi današnje norme, če bomo kot vrsta preživeli, našim zanamcem čez 1000 let zdele popolnoma nesprejemljive. Bodo rekli, kakšen mračen vek je bil tam na prelomu 2. tisočletja. To je res, ampak takrat so imeli, če gledamo zgodovinsko nazaj, spet neke koristoljubne tendence, nekateri sloji. Ja, vedno so bile koristoljubne tendence. Recimo 1000 let nazaj recimo je cerkev delegirala posvetno oblast skozi blagoslavljanje modre krvi in tako naprej. Potem se je to presnovilo v neki drugega skozi razne zgodovinske procese in jaz mislim, da ta proces je živ in gre naprej, ampak zanima me bolj, kaj ga poganja. Kaj poganja moralne naše moralne odločitve? Ja, recimo v srednjem veku se je zdelo normalno, da pridejo kmetje v paketu z zemljo in so praktično last zemljiškega gospoda. Takrat je bilo to v vseh ozirih popolnoma normalno, danes se nam to zdi nesprejemljivo. Kaj se nam bo čez 1000 let zdelo nesprejemljivo z današnjega vidika? Ja, spet, tako sem rekla, odvisno od okolja, v katerem živimo, odvisno kdaj
časovno, ne, tudi so bili z svojo vednostjo takrat omejeni, ne. V bistvu niso imeli tako širokega pogleda na svet, kot ga imamo danes. No, ampak bitka za vednost poteka od vedno, ne? Zdaj, centri moči so vedno želeli imeti vase obrnjeno pozornost in nadzorovati misli in moralo občestva, ne? Ja, ampak sam nekoč so to počeli v katedralah, ne, s tistimi vitraži, s hudičevimi podobami in je bil to edini medij in so ljudje to videli enkrat v življenju ali pa nikdar, pa jim je to nekdo povedal, pa jih je to strašilo in vzdrževalo v nekem odnosu do oblasti in v nekem občutju, kaj narobe in kaj prav. Danes imamo druge metode za nadzor naših misli, čutenj, hotenj in občutka za narobe in prav. In se mi zdi, kaj pa o tem mislite? Ne? Sej zdaj zelo veliko tega občutka za narobe in prav in zelo veliko navodil za to, kako ravnati v življenju, prejmemo čisti strani biznisa, ne zaradi nekih vzvišenih interesov, tistega vzvišenega z velikim V. Ne? Ja, ampak včasih, recimo, ko si omenil, so bili ljudje prestrašeni, recimo, je njihova vednost, njihov pogled je bil vseeno omejen. Da je tako konjo, recimo, ko daš plešnice, da gleda samo v smer, v katero hodi, nič levo, nič desno, ne pozna sveta, ne levo, ne desno. Ja. Ampak princip je isti, ne? Včasih so ljudi strašili s peklom, zdaj pa strašijo s tem, da bodo dobili gube pri 40-ih, a si morate misliti? Že pri 30-ih pa je. No, ampak danes imamo malo širši pogled, malo širši in globi pogled v stvari. Malo več vedenja imamo o vsem, ne? In se lahko v globi odločamo, kaj v svojem bistvu to pomeni. Ja. Ali s tem, da je mene strah, da bom dobila gube pri 30-ih, zdaj bo pa tisto kremico kupila, ne? Ampak kaj to potegne za sabo, ko že to kremico kupim, koga že to podpiram in tako naprej, ne? Malo bolj široko gledam na stvar, ne? Ok, pol napredujemo. Ja, absolutno. Jaz mislim, da absolutno in če se bomo kot posamezniki, ki sestavljamo neko večjo celoto, držali tega bistvenega, ne, potem ne bi smeli iti v napačno smer. Pa kaj je zdaj to bistveno? Ja, delati dobro sočloveku, ne škoditi, držati se tistega, ne? Da ne narediš tega drugemu, kar ne želiš, da bi drugi naredil tebi, ne? A veš, tisto globalni, tisti osnovna človeška paradigma, no, pač. Moralni imperativ. Pa ja. Ok, ja, najlepša hvala. Enako. Super nam gre, lep večer. Enako, Mika. Hvala. Ok. Cirej je že povsem zamišljen. Dobro mu pražite možgane. 014752202, dober večer. Dober večer. Živijo, s kom govorim? Zdravo, Mitja pri telefonu. Mitja, živijo. Živijo. Prvič govorim s tabo, zaradi tega imam malo treme. Nikar. Zato pa upam, da bom zbral te misli, ki so se mi zadnjo uro, ki tebe poslušam, pa ostale pojavile, pa jih čim bolj obrazložil. Mitja, brez skrbi, ne, zdaj midva s Cirejem res lahko z velikim statističnim najem dokaževa, da so govorci, ki nastopajo v toplovodu in govorke, seveda prvič z naskokom najboljša roba. Tako da, Mitja, eter je vaš. Hvala za podbujanje samozavesti. Kaj bi rekel? Morala je stvar, ki jo človek ustvarja vsako sekundo svojega življenja. In mogoče zaradi tega glih ni univerzalna. Oziroma človek mora stremeti, da doseže univerzalno moralo. Ja.
ni univerzalna, pač če bi bila univerzalna, se teh 1000 vprašanj, ki si jih danes postavil, ne bi spraševal, bi bilo enostavno. Ne? Ja, kako enostavno bi vedel, kaj je to. Zdaj, kaj je morala, kaj sem s tem mislil? Sem rekel, da človek... Odkot izvira, ne? Zdaj ta naš občutek, mislim, kaj narobe, kaj prav. Zdaj, mi smo ugotovili, da se znajdemo zdaj v enem nizu situacij v vsakodnevnem življenju, kjer smo izpostavljeni nekim namigom, da lahko nekaj narediš, ne? To, kar narediš, je legalno, če se ozreš po okolici in od tam črpaš moralo, ugotoviš, da vsi to delajo, torej tudi tukaj narediš eno statistično kljukico, ne, če vsi to delajo prav, ampak tvoj notranji občutek pa prav, ne, to je narobe. Kaj pa takrat, odkot ta občutek izvira? Zdaj, kar se tiče notranjega občutka, pa da slediš notranjemu občutku, pa si moralen, nisi, ne. Če bi zmeraj, mislim, tvoj notranji občutek lahko laže. Če ne bi lagal, ne bi bilo tistega znanega poskusa, ki so dali zapornike pa paznike. In takrat pač tudi pazniki, ki so se znašali nad zaporniki, so sledili svojemu notranjemu občutku, ki ni bil moralen. Ne. V tem smislu lahko povem primer oseben, 14 dni nazaj. Sem doživel, ki je pred gostilno motorista kap in moj notranji prvi občutek je bil strah, da je stran, saj so že 4 okrog, bojo že pomagali. Pa sem pa malo pogledal situacijo, opazoval 20 sekund, naslednji trenutek sem mu zmeril utrip, ni bilo utripa in sem začel z oživljanjem. Ja. Tako da notranji občutek... Če bi bil notranji občutek pravi in če bi mi vsi sledili, pol bi se vsi vojaki uprli generalom, ki pravijo, pejte čez mejo pobijati druge ljudi. Ampak dajva zdaj čist zelo konkretno zasledovati ta, ampak a vas ni vaš notranji občutek pripeljal k temu človeku, da ste mu pomagali? Mislim, čestitam jim grede, ne? Hvale vredno. Ni bil, notranji občutek je bil strah. Ja, notranji občutek je bil, ampak govorim, onkraj tega strahu je bil pa še en občutek očitno neke dolžnosti, občutek pomagati človeku. To je bila pa naučena zadeva. Wow. Toliko in toliko izobraževanj, kjer ti povejo, da človeka se šteje, da je mrtev in da ne boš ubil in mu boš kvečem pomagal. Jaz sem se drug dan zelo težko soočil s stvarjo in sem imel zelo slabo vest, da mu nisem pomagal. Ne. Ja, ampak ste mu poskusili pomagati? Ja, sem mu poskusil pomagati in zaradi tega se vrnem svoji začetni misli, človek vsako sekundo svojega trenutka ustvarja moralo. Ustvarjajo pa z mišljenjem, kar se je... Vi ste v tistem trenutku ustvarjali Vi ste v tistem trenutku ustvarjali, kako bi rekel, ne moralo, ampak eno dejanje, za katerega se strinjam, da je pravilno. To je prav, ne? Vi ste pomagali sočloveku, ne? Ja. Zdaj, kljub temu, da vas je vaš notranji občutek nagovarjal, da so tam že 4, pa da to ni treba, ste vendar sledili še enemu močnejšemu klicu, ne? Ja. To me zanima. Dajmo reči razumu. Razumu? Ja. Ampak zakaj bi razumen človek pomagal sočloveku? To je pa skozi zgodovino smo se naučili. Mogoče, ne vem, v prazgodovini iz sosednjega plemena, v sosednjem plemenu, če bi en se umiral, mu ne bi pomagal, ampak bi bil vesel, ker je mrtev, ker mu pomeni manj konkurence na svetu. Konkurence, ja. Ja, ker smo se pa za zgodovino to naučili, je zdaj to sprejemljivo in vsak nadaljni trenutek in v prihodnost se morala spreminja in zaradi tega je tudi človek iz trenutka v trenutek spreminja in kakšna bo morala čez 1000 let, mi ne vemo, prihodnosti se ne da napovedati. Ne. Ja, mogoče bomo čez 1000 let tako transparentno sebični, da boste dobili, ne vem, sodnika za prekrške, ker ste pomagali nekomu, ki... Ne?
Ja, ampak lahko že zdaj dobiš. Ok, teoretično res, ampak to se mi zdi, to se ne bo nikdar zgodilo, ker je prav pomagati človeku, a ni prav? Ja, seveda. A ni to nek temeljni občutek vsakega izmed nas, da je to prav? To je edino, kar je prav. Ja, to ni preučeno, to ni ta trenutek v zgodovini. Pol pa očitno zabluzimo kako bi rekel, interpretaciji tega. Ker vojak, ki gre pobijati v sosednjo državo enega, si to zadevo, da pomaga enemu, narobe interpretira. On si ga interpretira kot, da pomaga svoji državi in svojim voditeljem, ker ga je en tako prepričal. Ne? Deva takole reči, če ima vojak ameriško uniformo, pol je prav, ne? Če ima pa kakšno drugo uniformo, pa obstaja neko malo, ali pa recimo kar razumno tveganje, da nima prav, ne? Ja, tle je pa tisto, ker celotna družba mogoče zavozila, da moralno napačno tu presoja na tak način, kot si opisal. Pol očitno družba ne more presojati takšnih stvari, ne? Ampak nekaj v vas je pa presodilo, da ste šli človeku pomagati. Daj vas tem zaključiti oddajo, ne? Ker je to tako lepo. No, odlično, Miha. Hvala ti za sodelovanje. Pa hvala vam, ker ste to naredili, ne? Hvala tebi. Lep večer. Enako. Evo, spoštovani in cenjeni, malo sva zdrknila čez tole uro, ne? Tako se opravičujem vsem tistim, ki ste še na zvezi. Prihodnji torek ob isti uri na isti terasi se s Cirejem spet snideva in nadaljujemo. Ful je bilo fajn, pa fino sva se imela. Živijo.